Drage Domžalke in Domžalci, dober večer. Ponovno smo z vami v tedniku Domžalca, v katerem bomo skupaj pregledali aktualne novice, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. V nedeljo, 1. decembra ob 17. uri, je domžalski župan Toni Dragar skupaj z osnovno šolko Hano, po kateri so letos poimenovali novoletno drevesce, prižgal praznične luči, ki so zagorele na novoletnem drevescu in v centru Domžal. S tem pa so se začeli tudi praznični dogodki, ki se bodo zvrstili v okviru čarobnega decembra, na svoj račun pa bodo prišli prav vsi. Domžale decembra še bolj zaživijo in se pokažejo v svojem sloganu Prostor zadovoljnih ljudi. Letos so si na občini Domžale zamislili december malo drugače. Ohranjajo dogodke, ki so dobro obiskani in v katere verjamejo, so si pa želeli malce posodobiti ponudbo oziroma jo malce prilagoditi našemu mestu. To pa prinaša novost. Butično in praznično okrašeno čarobno mesto z glasbeno-akustično ponudbo, v lesenih hiškah pa praznično gurmansko in darilno ponudbo. Trenutno smo v centru Domžal z županom občine Domžale Tonijem Dragarjem, ki je le pred nekaj minutami prižgal praznične luči na smrekici Hani, ki je poimenovana po osnovnošolki. Kako se ob tem počutite in zakaj ste izbrali ravno ime Hana? Ja, torej občutek je res v redu, da ne rečem še kaj drugega. Zakaj smo izbrali pa tako ime? Torej Hana je naša sedmošolka, ki je v šoli Dragomelj mene praktično presenetila že ob sprejemu v prvi razred. Namreč takrat je brez problema povedala abecedo od Ž do A, brez da bi karkoli pogledala. Torej mi, ko smo gledali na steni to napisan, smo bili čisto tiho. Punca ima samo 3% vida, torej zelo slabo vidi, je res borka, kot rečejo, survivorka, in letos na tednu otroka je bila predstavnica šole Dragomelj pri meni, ko naredim vsako leto sprejem za po 2 učenca iz vsake šole. Se pogovorimo o Domžalah in ona je bila tista, ki je največ vedela, spraševala je o bazenu, o šoli Dragomelj in seveda tudi o smrekici. Ali bo še taka, kot je bila, ali bo kaj drugačna, ali bo še vedno nekaj tisoč lučk, ali bomo še vedno prižgali tako kot vsako leto. In takrat se mi je nekako utrnila ta ideja, zakaj pa ne. Lansko leto je smrekico prižgal tule domačin, ki je tule blizu doma, ki nam ves čas pomaga pri tržnem prostoru. Smo rekli letos, pa rečemo, da prosimo starše, da dovolijo, da to smrekico prižge Hana. Kot sem rekel, 7. razred, vse ve o smrekici, vse ve o Domžalah, vse ve in o županu, in o vseh sistemih, ki obstajajo. In smo rekli, letos bo to Hana, prižgala je. Povedala mi je tudi, da je pod stresom, predno je prižgala, da ima 40 stopinj vročine, namreč ni navajena take medijske pozornosti, toliko ljudi, ampak speljala sva vse tako, kot je treba, in zdaj je že vesela, zdaj gre počasi počivati, seveda jutri pa šola in naprej. Smrekica se pa imenuje Hana in bo to ostalo do novega leta. Kot vemo, ste letos malo drugače zastavili čarobni december v Domžalah. Še vedno bomo imeli veliko dogodkov, vendar bo vse bolj butično, tudi v čarobnem mestu. Čemu taka ideja in kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dneh? No, poglejte, mi smo v bistvu ves čas koncipirali vse prireditve tule na tržnem prostoru in se je pokazalo, da bi morda ljudje radi tudi kaj drugega. Torej, letos se prireditve raztegnajo tako na Slamnikarski park za občino, kot v Češminov park in seveda tudi tule na tržnem prostoru v končni fazi s silvestrovanjem pod šotorom 31. zvečer. Videli bomo od 20. decembra naprej, imamo v parku za občino tako imenovano čarobno mesto. Vsak večer se nekaj dogaja, izvajalci skratka od 5. najprej
otroški program, potem izvajalci, slovenski znani izvajalci do 10 zvečer, bomo videli, kako to bo. V bistvu je to, tako kot ste rekla, butično, poskusno. Če se ne bo prijelo, se bomo spet selili nazaj tule na tržni prostor. Če pa bo to tako, kot je treba, bomo pa seveda ostali za občino z vsemi prireditvami, ki so v Češminovem parku, torej in Božiček, in Dedek Mraz, in seveda tudi v športni dvorani Miklavž in vse te stvari, ki so tradicionalne tule v Domžalah. In na tržnem prostoru se bo dogajalo prav tako ves čas, cel december, tako kot so že naši občani navajeni, poleg šopinga, tako imenovana tudi zabava. Hvala lepa, želimo vam lep praznično obarvan december. Ja, seveda, čarobno naj bo in srečno v decembru in naslednjem letu, pa še v naslednjih 100, kot sem že danes rekel, naj živijo Domžale. Kakšna se vam zdi letošnja okrasitev Smrekice in celotnih Domžal z vsemi prazničnimi lučmi? Ja, meni je Smrekica ful všeč, kar vsako leto, pa lučke tudi. Ja, isto, ja. Kot vemo, nas v decembru čaka kar nekaj prireditev, se česa še posebej veselite? V bistvu vseh stvari, ja. Vse bo fajn. Boste obiskali čarobno mesto? Mogoče. Ja, najbrž. Najprej me zanima, kakšna se vam zdi letošnja jelka in nasplošno okrasitev po Domžalah? Zelo lepa. Jelka je čudovita. Zelo lepa, na daleč jo vidi, ni tako, kot vse povsod, ko posekajo neko smreko, pa jo okrasijo, ampak je tole bistveno lepše. Letos nas čaka kar nekaj dogodkov v sklopu prazničnega decembra, med drugim tudi čarobno mesto za občino, se pravi stojnice, različna ponudba. Imate namen se tega udeležiti? Seveda, bomo prišli pogledati pa raziskati, kaj se dogaja. Odlično, hvala. Hvala vam. Kakšna se vam zdi letošnja praznična okrasitev Domžal? Prekrasna. Čaka nas tudi čarobno mesto za občino, sejmi, stojnice, koncerti. Se imate namen česa udeležiti? Vsega. Iz otroci. Kakšna se vam zdi letošnja praznična okrasitev Domžal? Ja, mislim, zelo lepo je, no? Sploh tale smreka mi je zelo všeč. Sploh, ker sem videl, da so tukaj le še v spodih darila. Me pa zelo zanima, a je kaj v teh darilih. Mogoče kdo to ve, mogoče župan kaj skriva not. Ne vem. Pridne otroke. Mislim, to me zelo zanima, no. Drugač pa ne, zelo je prijetna atmosfera, muzika je dobra, zelo je praznično vzdušje, vreme se je še kar postavilo, no, ne pada in to, tako da je zelo prijetno. Kot vemo, nas za občino čaka čarobno mesto, kjer bodo čez cel december različna dogajanja, koncerti, stojnice. Se imate česa namen udeležiti? Mislim, kakor danes, tako, če mim pridem, bom z veseljem pogledal, ali pa če mi kaj preleti na Facebook ali pa druga socialna omrežja, prek tega ugotovim za takšne stvari in ja, definitivno, če bo kaj tacga, super. Kakšna se vam zdi letošnja praznična okrasitev Domžal? Krasna je tako kot vsako leto, tale smrekica mi je pa sploh všeč. Kaj taka, darilca gor so, ne vem, bunkice, barva zelena, tako, kot bi jo iz narave prinesel. Kot vemo, nas za občino čaka čarobno mesto z veliko dogajanj, koncerti, stojnicami. Se imate česa namen udeležiti? Ne vem, še čisto učen, sigurno sem udeležila kakšne stvari, ker bom letos imela več časa za to. Ker so me prejšnja leta zadrževale službene obveznosti, letos bo pa več časa, tako da jupi, ko mi čakam. Na občini Domžale so tudi povedali, da v letošnji december v Domžalah vstopamo z novim sloganom Praznični objem čarobnosti, s čimer želijo poudariti, da je december poseben mesec. Novoletno drevesce, ki okrašuje center Domžal, je visoko okrog 20 metrov, okrašeno 7000 LED žarnicami, izjemno unikatno, saj je popolnoma eko. Uporabili so eko LED žarnice. Ker se v občini Domžale zavedajo dragocenosti narave, so gozdove pustili nedotaknjene in se raje podali v svet modernega ustvarjanja, ko je isto drevo v malce drugačni preobleki z nami lahko vsako leto. Obenem pa ima to novoletno drevesce tudi simboličen pomen, saj vsako leto pozorno usmerjajo tudi sporočilnosti prižiga luči na tem novoletnem drevescu. Več o letošnjem čarobnem decembru, ki bo potekal pod sloganom Praznični objem čarobnosti, najdete na našem spletnem portalu domžalec.si.
soboto, 30. novembra, je na domžalskem tržnem prostoru potekal Miklavžev sejem s prihodom Miklavža s spremstvom. Poleg pestre stojnične ponudbe je v programu nastopil ansambel Luka Razpotnika. Pestra sejemska ponudba na stojnicah je kljub deževnemu dopoldnevu privabila veliko obiskovalcev, med otroke, ki so svojimi starši pričakali Miklavža s spremstvom, za kar je poskrbelo kulturno društvo Miran Jarc Škocjan. Prihod prvega dobrega moža s spremstvom je med množico obiskovalcev vnesel kanček upanja ob prihajajočih praznikih, pa tudi nekakšen nemir, ko so opazovali peklenščke. Seveda so peklenščki zganjali hrup, a jih je Miklavž takoj pomiril. Vido Repanšek iz občine Domžale, sicer pa idejni oče dogodkov na tržnem prostoru, je pričakal Miklavža s spremstvom pred prireditvenim prostorom, kjer je nato dobri mož nagovoril otroke, sveti Peter pa si je vse zapisoval v knjigo, kjer so zapisana sama dobra dela otrok. Zbrane je nagovoril tudi župan občine Domžale, Toni Dragar, ter med drugim izrazil željo, da se ta dolgoletna tradicija miklavževanja nadaljuje, hkrati pa povabil vse otroke v športno dvorano Domžale, kjer jih bo v četrtek, 5. decembra, obiskal sveti Miklavž in obdaroval. Peklenščki so zaplesali še peklenščkov ples z namenom, če je le kateri otrok poreden, da bi se zavedal, kaj ga čaka, če ne bo postal priden. Hrup peklenščkov so z angelskim petjem in plesom umirili angelčki. Angelčki in sveti Miklavž so nato med otroke razdelili mandarine in nekaj sladkari, ter se odpravili še v druge kraje obiskati ostale pridne otroke. Na tržnem prostoru pa se je veselje ob glasbi in morskih dobrotah Edija in njegove ekipe ter domače hrane vinarstva Gal nadaljevalo še do zgodnjega popoldneva. Nedeljo, 24. novembra, je v cerkvi svetega Mihaela v župniji Mengaš potekala revija odraslih cerkvenih pevskih zborov domžalske dekanije. Revija poteka vsako leto okoli godu svete Cecilije, zavetnice pevk in pevcev, organistov solistične ter zborovske glasbe. Za uvod v revijo zborov je poskrbel profesor Gregor Klančič, ki je na orgle izvedel uvodni preludi Karla Jenkinsa Celebratijo. Na reviji je sodelovalo 12 zborov, ki so se predstavljali sami, zapeli pa so po 2 pesmi skladateljev cerkvene glasbe, ki so imeli v preteklem letu jubileje. Ob koncu pa so združeni zbori pod vodstvom zborovodje profesorja Gregorja Klančiča in ob spremljavi organista Uroša Urbanije zapeli še 3 skupne pesmi. Okoli 200 pevk in pevcev iz 9 župnij se je predstavilo v petju cerkvene zborovske glasbe različnih skladateljev. Zelo lepa, velika in akustična cerkev svetega Mihaela v Mengšu je zborovskemu petju pridala svojo vrednost, saj so odlično zapete pesmi valovale med stenami cerkvene ladje in še bolj razširile vrednost glasov. Marko Košir, mengeški župnik in animator cerkvene zborovske glasbe, se je ob koncu zahvalil vsem zborom, ki so se v tako velikem številu udeležili revije. Odličen koncert, pesmi za vse okuse poslušalcev, to je nekaj, za kar živijo pevke in pevci. V organizaciji Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, sekcija Domžale in knjižnice Domžale je v torek, 26. novembra, potekalo odprtje razstave z naslovom Radi pišemo z roko. Odprtja so se udeležili Andreja Pogačnik Jarc, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, sekcija Domžale, Marjana Jazbec, predsednica Društva Radi pišemo z roko, podžupan občine Domžale Marjan Ravnikar in drugi gostje. V kulturnem programu so sodelovali učenci osnovne šole Rudica pod mentorstvom Drage Jeretina Anžin in Eme Cerar ter pianista Uroša Peleta. Andreja Pogačnik Jarc, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, sekcija Domžale, je v uvodu pozdravila vse goste ter tudi nastopajoče. V nadaljevanju je dejala, da so se pridružili društvu Radi pišemo z roko, ker so v pisanju videli posebno možgansko vadbo
ki nudi našim možganom, rokam in očem svoje vrsten užitek, hkrati pa na nek način mlade, kot tudi starejše, spodbuja k večji aktivnosti. Delujejo tudi v domu upokojencev Domžale in na osnovni šoli Rodica. Razstava je lepa, pregledna, podkrepljena starimi pismi, razglednicami, spominskimi knjigami, ki so bile napisane na roko pred nekaj desetletji. V enoti INCEZU v Mostah pri Komendi so imeli v četrtek, 29. novembra, dan odprtih vrat. Na ogled so postavili enkratne keramične izdelke, ki ne služijo nabiranju prahu, ampak so odlično darilo za marsikoga, saj se najde vse, od keramičnih skled, krožnikov, vas, do kompleta kavnih in čajnih skodelic s pripadajočimi krožnički. Letošnja novost so lepo oblikovani in pobarvani keramični palčki, keramične lučke, veliko novih risb in šivanih slik, polno vizitk za prihajajoče božično-novoletne praznike. Še posebej pa so ponosni na izdelavo lastnega božičnega mila z dodatkom medu, eteričnega olja, cimeta, pomaranče, limone, klinčkov. Obiskovalci, ki jih je bilo na dnevu odprtih vrat polno, so kupljene izdelke dobili zavite v lepo potiskane vrečke, ki so jih ročno okrasili uporabniki te enote. Dneva odprtih vrat so se udeležili tudi Vladka Pacek, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, direktorica varstveno-delovnega centra INCE Mengeš, Saša Skubic-Kopitar, vodja enote INCEZU Moste pri Komendi ter Stanislav Poglajen, župan občine Komenda. Enoto INCEZU Moste pri Komendi nam je predstavila vodja enote Saša Skubic-Kopitar. Z izvajanjem lastnega programa, ki nastaja v 2 delavnicah, slikarski in kiparski, delujejo že 10. leto, svojo posebnost pa skušajo prikazati širšemu socialnemu okolju v najrazličnejših oblikah, z razstavami, prodajnimi stojnicami, predstavitvami v drugih institucijah in udeležbo na prireditvah, kjer lahko predstavljajo delo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Stanislav Poglajen, župan občine Komenda, pa je dejal, da se zelo rad udeleži takšnih dogodkov, saj ga veseli, da uporabniki dajo vse od sebe, da nastanejo tako lepi izdelki. Dobrodelni koncert Vsi v en glas je še en v nizu koncertov, katerega namen je bil združiti vse ljudi dobrega srca, da skupnimi močmi pomagajo vsem, ki so pomoči potrebni. Če se z istim namenom združi več ljudi, je lahko pomoč veliko izdatnejša. V Kulturnem domu Groblje je v petek, 29. novembra, potekal dobrodelni koncert Vsi v en glas, ki je napolnil dvorano do zadnjega kotička. Tokratni izkupiček od prostovoljnih prispevkov pa bo šel za obnovo Kulturnega doma Groblje. Kulturni dom je imel v svoji 99-letni karieri burno obdobje in veliko dobrih, še več pa slabih gospodarjev. Kljub temu se je obdržal do današnjih dni in danes še bolj kot nekdaj služi svojemu namenu. V Kulturnem domu Groblje se zadnja leta zvrsti veliko koncertov, dramskih iger in drugih prireditev, ki navdušujejo staro in mlado, od blizu in daleč. V kulturnem programu so nastopili mešani pevski zbor Klas Groblje pod vodstvom zborovodkinje Ane Bizjan, za katero je bilo to zadnje vodenje, akustični duet Nika Anže, v duetu sta pevka Nika Pirnat ter pevec in kitarist Anže Kovačič, vokalna skupina Adam Ravbar pod umetniškim vodstvom Petra Pogačarja, ženski pevski zbor Moj spev pod vodstvom zborovodkinje Nataše Banko ter folklorna skupina Folklornega društva Groblje Domžale pod vodstvom Nevenke Unk Hribovšek. Prireditev je povezovala Draga Jeretina Anžin. Rdeča nit pred napovedjo posamezne nastopajoče skupine pa je bila kronika Kulturnega doma Groblje, kot jo je opisal predsednik Kulturnega društva Groblje Anton Košenina. Zima je pred vrati, z njo pa prihajajo tudi zimske radosti, ki se jih veselijo vsi, ki imajo radi zimsko pravljico na snegu in ledu.
prav poseben čar je drsati na odprtih drsališčih, ki jih postavijo v številnih mestih, med drugim tudi v Domžalah, kjer je vsako leto možno brezplačno drsati vse do začetka marca, ko se bo moral let umakniti pomladnim sončnim žarkom. In tako bo tudi letos. Uvod v letošnji čarobni december, ki se je začel v nedeljo 1. decembra s prižigom prazničnih luči v centru Domžal, prinaša tudi odprtje priljubljenega domžalskega drsališča, ki bo predvidoma svoja vrata odprl v torek, 3. decembra ob 17. uri, vkolikor bo vreme primerno za pripravo ledu. V nasprotnem primeru se datum odprtja lahko malce zamakne. Vendar pa zaenkrat kaže, da bo odprtje potekalo po predvidenem planu. Zato je čas, da poiščete svoje drsalke in jih pripravite na novo drsalno sezono. Uvod v drsalno sezono bo spremljal krajši program, ki ga bodo sestavljale točke umetnostnih drsalk, hokejistov in še kakšne skupine športnikov ter seveda krajših nagovorov. Takoj po uvodnem delu pa se bodo na drsališče lahko podali vsi željni drsanja. Na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale so nam povedali, da bo tudi letos drsanje na domžalskem drsališču brezplačno za vse, in sicer ob delavnikih med 15. in 19. uro ter med vikendi, prazniki in šolskimi počitnicami med 10. in 19. uro. Rekreativnim drsalcem bodo drsalno sezono popestrili tematsko barvani večeri, animacije športnih društev ob vikendih in počitnicah, obiski dobrih mož, bogat program za najmlajše ter sedaj že tradicionalna razstava zimske radosti. V januarju 2020 je predviden tudi tečaj drsanja. Hvala, da ste bili v naši družbi tudi nocoj. Ponovno se gledamo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Ne pozabite pa tudi redno spremljati našega spletnega portala domžalec.si, kjer vas vsakodnevno obveščamo o aktualnih novicah. Domžal.